Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vživi ogenj svoje ljubezni, pošli nam svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Amen. Sva se tako zmenila, da bo tako kot doma. Jaz bom začel, pa končal, ona bo imela pa vmes, ker jaz pač ponovadi, da ne začnem, ok, poslušam in pol končam zda draga, ko približam. Ampak ok, nisem ena copata, ne. Ker copate morajo zmer ženo vprašati, ali grejo sparjati na pivo. Jaz vem, da ne smem. Imam s tem državo. Tako na kratko, sva torej Boštjan Kristina, stara 45 let, mama 5 otrok, starejši 21 in ta mlajši 9. Tako, pa vmes še. Tako da Kristina je menedžerka, skrbi za ogromen stvari, za otroke, dom, skrbi za to, da smo vsi oblečeni in tako naprej. Tako da ima ogromen talent, je profesorca svojim otrokom, vzgojiteljica in tako naprej. Tako da ona je doma in skrbi za največjo dobrino najnega zakona, torej najno družino. Jaz pa po drugi strani grem pa lahko se občasno malo spočiti v službo, tako da delam v občini, sem direktor uprave in zaenkrat čelam se do volitev. Evo, tako, na kratko. Še prosim, sva še prihajala. Jaz sem zelo vesela, da sem danes tukaj. Namreč zakaj? Približno en teden, preden se je seminar začel, je meni tako na srce močno prišlo, zbudil me je ob 2 ponoči, da bom jaz pričevala na tem seminarju. Dobesedno tekst, kaj bi mogla povedati, če bi tisti trenutek prejela svinčnik v roke, bi lahko pisala, ampak nisem. In potem sem to pustila pri miru, ker mi dalo bi miru, in potem sem možu povedala, da tole me ful preganja, kaj mi zdaj s tem počnem, ne? In je rekel, veš kaj, mislim, da moj ogi že vse splaniran, do konca, do 8. srečanja, mi je preveril na internetu, sem rekla, v redu, ampak ni dal, ni nehal, že 2-krat, 3-krat potem, sem rekla, pa sem pa rekla, ne 3 tedne nazaj, sem rekla, veš kaj, gospod, zdaj pa takole. Jaz ti veš, da jaz sem ti na razpolago, ampak če je tole od tebe, on ne gre naprej. Če pa ni, pa prosim, da nehaj, ker se jaz temu odpovedujem in sem potegnila črto pod tem. Potem pa prejšnjo nedeljo smo nekje bila na enem dogodku, tako med ljudmi, in mi Boštjan sam pomoli telefon pod nos, ker je Sabrina poslala message, da je pač nekdo odpovedal, da ne more danes prideti in naj jo lepo prosi, če lahko pridejo pričevati. Aleluja! To mi je bilo tako dragoceno, zato ker potem veš, da ni iz tvoje človeške plati, da Gospod pač dela tako, kot on želi in takrat, kot on želi in na tak način, kot on želi. Jaz nisem nič posebenega, sem vzgojena kot kristjanka, celo otroštvo sem hodila k maši, imam vse zakramente in vse nič sprskavti in tako prakticirala to tradicionalno vero skozi. Z Boštjanom sva začela skupaj okoli leta 1994. V 5 letih so se začele te prve težave. In zdaj, ko gledam nazaj, ugotavljam, da vidva z Gospodom se zmer srečava takrat, ko sem na dnu. Ker pridem do podna. In ta poden je bil to, da se Boštjan začutil, da nekako ne ve, kakšno je njegovo poslanstvo v življenju. A se mu je za poročiti, ali se mu je za kaj drugega. Vprašanje je pač bilo, ali se mogoče za duhovniški poklic. Ali pa sam spoznal. Čisto to, življenjska odločitev, čeprav sva že 5 let bila skupaj par. Jaz sem to čutila, da se nekaj dogaja, odmikal se je, bolj redko beseden in tako naprej. In na eni točki, eno soboto, pri večerni maši, na Vrhnki bilo je v postnem času leta 1999, je bila Božja beseda o Abrahamu, kam Gospod reče za eni svojega sina Izaka in ga pride na goro in mi ga daruj.
In jaz sem takrat jasno začutila, da je to vprašanje meni, da me Bog sprašuje, ali mi daš Boštjana nazaj. A mi ga daruješ, ker ga jaz mogoče rabim kje drugje. Meni je bilo že toliko težko, da sem takrat rekla, ja, Gospod, jaz dam, ti naredi, kar veš, da je tisto, kada je prav. Pa je še vsem pol leta trajalo, da je potem šel na duhovne vaje in se pač v duhovnih vajah v tišini odločil, da je njegova poklicanost zakonski stan in se je poročil, tudi se je hotel takoj poročiti. No, vsem sem se potem poročila naslednje leto, začela skupno življenje. On je bil v službi, jaz sem ostala doma. Zato se nikoli nisem zavestno odločila, tako je pač naneslo. Otroci so prihajali, sploh prvo je bil zelo naporen in tako je šlo dalje. Boštjan pa na drugi strani hodil v službo, napredoval, bil prepoznan, uspešen in tako naprej. In v meni se je v bistvu zgodila ena rana, da danes, ko gledam nazaj, vidim, da sem jo sama na nek način povzročila, zato ker sem odprla vrata. Prva misel, občutek manj vrednosti, zavrženosti, nimaš nobenega položaja, nič ne doprineseš, v svetu in strani družbe itak nimaš nobene vrednosti in potem to pestuješ. Te stvari grejo zelo hitro bolj naprej. Zato vsakemu polagam na srce, če ne morate, branite se tega, presekite že prej. Mene je pripeljala tako daleč, tukaj enega besa, gnjeva, sovraštva, tukaj ene nemoči, s katero sem se zaletavala Boštjana in pričakovala, da me bo on nahranil, da mi bo on dal občutek ljubljenosti, da bo on me izpolnil dobesedno. Tako daleč je šlo, ker on mi tega ni mogel dati bil človek. Da sem ga želela toliko raniti, da sem začela groziti, da bom naredila samomor. Ne enkrat, dolgokrat. To je trajalo celih 12 let. To, da sem jaz danes tukaj, je rezultat enega tazga seminarja, na katerem ste bili. Pred 10 leti sem bila na seminarju. In sicer, kako sem se tam znašla, približno pol leta pred tem, me eno nedeljo dopoldne Boštjan poklical, ki je na televiziji gledal Obzorje duha, pridi tole pogledati. Jaz pretečem pred televizijo in zagledam tam Mojco Giacomini. 2-minutni prispevek. V ozadju je igrala pesem Jezus Kristus je naš rešenik. Ta dogodek se je tako vtisnil v moje srce, da sem še 14 dni sanjala to. Po noč sem se zbujala in na prvo sekundo, ko sem se zbudila, sem se slišala Jezus Kristus je naš rešenik. Ni mi dal miru. Čutila sem, da me Gospod kliče, ampak nisem znala še odgovoriti, ni bil še čas. V tem januarja me je ena prijateljica rekla, a veš, da bo seminar v Ljubljani? Kakšen seminar? Ja, v prenovi v duhu. Sem rekla, šla. Sem šla, se pripravljala na molitev, tako kot vi. In na 5. srečanju so bile molitve, sem šla k 39. skupini, to je zgornjo nadstropje. Pridem do moje molitvene skupine, kaj mislite, kdo je molil nad mano? Tako je, Mojca Giacomini. Med vsemi tistimi skupinami je Gospod pripravil to, da je ta oseba, ki se me je pred pol leta dotaknila prek televizije, modlila za mene. Takrat so nam rekli, da pridemo na zbor voditelji vprašali, a želiš izročiti svoje življenje Gospodu, in bomo odgovorili seveda. Ona pa ni to vprašala. Ona mi je pa pogledala in rekla, kaj hočeš od Gospoda. Meni so se v trenutku ulile solze in se rekla, da bi bila spet svobodna. Da ne bi imela več tiste črne luknje, ki jo imam v sebi, tiste jame, ki mi stalno govori, ubij se, nehiš za to, če je to trpljenje, samo to je možno narediti. Potem, ko so molili nad mano,
čutila podoba, da imam okrog sebe tak siv oklep. Jaz sem ga videla, takrat v tistem trenutku, izgledal kot osje gnezdo. In potem je to počlo in se zlomilo, padlo stran od mene. In sem počivala v duhu, sem čutila, da bo nekdo z roko dobesedno je premetal vse moje notranje organe in počistil sem tisto črnino in prozo, ki sem jo v sebi imela, ker je potem ni bilo več. To mi je spremenilo življenje. Prej sem bila nemirna, Boštjana sem želela to, da me izpolni. Tega pa nisem več počela. Nepredstavljivo mi je bilo, takrat smo imela 4 otroke, da bi lahko še kakšnega otroka sprejela, ker sem imela dost, nisem mogla več. Človeško nisem mogla več. In sem po enem letu razmišljala, tako sem kar se, da bi lahko še enkrat vstopila v to, bi lahko še enkrat postala mama. Da sem Jezusa to vprašala in rekel, nič ti ne bom povedal, skoč pa plavi, kar je za mene pomenil, prepusti se meni, pa boš videla, kako bo. Potem sem se odločila, da bova imela, da bova pač poskusila večjega otroka. Naš Jernej, ki je tam skoraj 9 let, je bil za noša pri 36 letih v prvem poskusu. Jaz pravim, da je čakal v vrsti, da bom jaz rekla, ja, lahko sprejmem to. Je tako prijeten otrok, da bi bilo nepredstavljivo, da ga ne bi imeli. To zdaj moram pa še malo na cigac povedati. To je bil prvi tak zelo otipljiv rezultat mojega spreobrnjenja na seminarju. Drug rezultat je bil pa odgovor na tisto izročitev, ki sem jo v bistvu izrekla in še preden sem se poročila. Nekega dne, marca 2013, je Boštjan prekorakal v dnevno sobo, večer, resen, se usedel na kavč, on nikoli ni resen drugače. Se usedel na kavč, tako deleč od mene, na drugi konc kavča. Me gleda, pa pravi. Nekaj ti moram povedati. Jaz, Marija, vara me, bolanje, ne vem kva, same slabe stvari, ne. In potem mi pove, da je pa začutil klic, da bi postal stalni diakon. In jaz sem se začela smejati. In se rekla, poslušaj, če pa ti misliš, da bom jaz tista prepreka med tabo in njim, se pa zelo motiš. No, in tako je bil to v bistvu. Danes je stalni diakon, ko sam povedal, kako je do tega prišlo. Ampak jaz tako po 10 letih, oziroma danes po 20, vidim, da ga je Gospod res vzel takrat, še takrat. In sem rekla, če ga lahko zakolam in mu ga vrnem, ne? Ampak vzel ga je tako, da je tudi mene obdržal zraven. In to mi je tako, to je samo na Božji način možno. Ne bi se nikoli mogla predstavljati, da bi se kaj takega zgodilo. In me to danes tako boža, to zavedanje, da nas Gospod tako zelo ljubi, da poskrbi za to, da so vsi v zgodbi zadovoljni, ne samo tistega, še na poseben način pokličejo. Če bi tle nadaljeval, bi še kakšno predzgodbo povedal. Vsekakor pa lahko samo to rečem, kot je Kristina rekla, res Gospod je fantastičen, zelo nežen, vezal vsakega izmed nas, mogo najprej njo spreobrniti, njo odrešiti,
da je lahko potem tudi mene za kaj drugega uporabil. Jaz nisem na takem seminarju se spreobrnil. Jaz sem začutil Božji dotik tam pa enih 17 letih. Pri nas je bilo tako doma, očeta praktično nič ni bilo, razmere tako, odnos bolj tak. Tako da sem bil jaz bolj tako prepuščen, sam v sebi, recimo. So me pa nekdaj znemirali kakšne take paranormalne zadeve, tako da sem tam v enem prvem letniku bral vse možno. Tako da se ko bom pogovarjal s kakšnim o astrologiji, numerologiji, imam ogromen argumentov, da mu jih nekaj pa to je bolj zaključva hitro. Pač to je bilo očitno nekam obdobju potrebno. Ampak ob eni knjigi Življenje po življenju, jaz sem nekaj šel to je ga poglavil, ne vem sploh nekaj, sem jaz jasno začutil, Bog je in me neskončno ljubi. Jaz vam želim, ali tukaj na takem seminarju, v kakšni knjigi, ali kjerkoli, da enkrat to doživite. Ker to spremeni življenje, tako kot je spremenil Kristini, je pač prvi bilo to. In potem sem bil čisto drugačen. Prej sem bil bolj zaprt, pa sem bil bolj odprt in tako naprej. Tudi tako za Božjo voljo, zato je tudi ta zgodba, ki je prej rekla Kristina v smislu poročenosti in tako naprej, ker sem mu bil na voljo, jaz sem želel biti orodje v njegovih rokah, narediti z mano, kar hočeš na teh duhovnih vajah, mi je bilo prek ene Božje besede, ker sem jaz skozi razmišljal o tem, da nič ne vidim, da sem en slepec. Gospod, pokaže mi, kaj bi rad. Berem en odlomek Silova, poznate Silova odlomek, da se ne gre in umije v odnaku Silova. In meni tako, da bi jaz zdaj tukaj vstal in mi rekel, Kristina je tvoja Silova. V tistem trenutku je bilo meni kristalno jasno, da se moram poročiti, da je ona tista, ki bo mi pomagala, da se me bojo odprle oči. Zato sem se hotel takoj poročiti, ker sem hotel takoj izpolniti Božjo voljo. Čez en mesec sem lahko pisma bolj določila, da bi tako naprej. In ko sem jaz bil s Kristino in čutil to njeno trpljenje, to njeno stisko, in ko sem čutil, da jaz nisem tisti, ki lahko to praznino zapolne, kaj preostalo drugega? Molite. Res intenzivno molil, da bi tudi ona začutila Božji dotik. Vsak večer, dan za dnem, 365, včasih 366 v letu molil za njo. In Gospod je Bogu hvala uslišal mojo molitev. To priporočam vsakemu možakarju, ker zdaj jaz te samo obvestim, da grem na pivo. Nič mi treba več sprašvati, tako naprej. Se pogovarjam, ampak tako je drug vzdušje. Zadeva je bila 100% spremenjena. Ona je bila 100% spremenjena. Bila je to zato, ker je v bistvu prosila. Bila je svobodna, bila je drugačna in stvari so se, ne vem, sploh, to je neopisljivo, kako se stvari spremenijo in v odnosu, in v družini, in v vsem. In jaz, ona je potem na vrhniki svoje tri začele, ustanovile molitveno občestvo in ona me reče, te povabim, da boš igral kitaro. Sem rekel, v redu, to spremem, igram kitaro lahko. In to mi je bilo najbolj ugodno, ker bolj so roke zasedene in mi ni treba nekaj. A poznate možakarji doma, mi ni treba mahati, ni treba nekaj, ne roke v žep, ne roke ne vem kam, na kitari, super, to mi je bilo čisto redo. Ampak, žal prihaja pa tudi do tega, da pride tudi do tebe in tudi na tabo molijo. In bolj pride do mene, se spomnim enkrat, Mira, molim, ti boš glasnik njegovega evangelija, da se je slikal na in stran. Pusto je pa veriti, da sem prišel samo kitaro igrati. Nič drugega nočem. Ampak, spet Gospod je pač tak, kak je. Ne vem zakaj, ne vem kako, pač v enem, bili smo na ŽPS, smo imeli eno duhovno obnovo, sedim, vstal sam v kapeli, ne vem zakaj, sam, kaj drugač vedno več nekam in grebam v enem odmoru, pa kar me nekaj zadrži. Sosedem, kaj je zdaj to? Meni pade ena misel, sploh ne vem odkene, zakaj nekako stalni dialog. Sploh je to, kaj zdaj na kruh namazati, da kaj prav. Vzamem mobitel in začnem googlati, kaj to sploh pomeni. In bolj tam nekaj, da moraš nekaj hoditi, delati, pa nekaj vse se izobraževati.
služba, otroc, to je zame hvala lepa. Ko ti prebiram vstop noter v tis prostor, takratni kaplan Luka Demša in me pozdravi tako, kot me ne prej, ne bolj nikoli. A veste, kaj je rekel? Pozdravljen, stalni diakon. Jaz nisem o tem nikoli prej razmišljal, ampak to me je pač tako vsebo prevršil. In potem borba, taka silna borba je bila z Gospodom, takrat sem bil 35 let star, to pomeni, bi lahko bil, a ne 10 let sva bila poročena, so bili pogoji izpolnjeni, moja borba je bila taka, joj, ne bom vsega, bom sam skrajšil zadnjo na piko na i. Jaz rekel, Gospod, ok, v redu, bom, ampak tam čez 21 let. Ne gre otrocom doma, ne se stvari lepo pomirijo, jaz sem absolutno premlad za kakšno tako afnerijo. In potem tako se vam to še zmer tudi in jaz to 14 dni, ne, premlad sem, pust me. In potem enkrat ne dobim tako v duhu noter, reče, danes, ko bo šel k maši, boš pa dobil odgovor. Zrekel, yes. Pusto me bo primerane. Žal Kristina takrat, ko sem ji povedal, kaj me preganja, ni rekla, da je nekaj. Žal. Tako da sem računal še na Gospoda in potem pridem k maš 23. junija, to napred večer praznika Janeza Krstnika in pridem v zakristijo, da bom bral berila, odprem Jeremija, prvo poglavje do 4. On reče, Gospod, Jeremija govori, pusti me, ker sem še premlad. In kaj Gospod reče? Ne govori, da si premlad. Kamorkoli te pošli, ja bo šel in evo, mene tukaj. Kratko, če se ga nekaj. To da ja, Bogu hvala, da me je ponovno na različnih poteh, pač tukaj zdaj sem bolj aktiven, vodil sem še zborček. Prej, ko je bilo nepredstavljivo, poleg službe sem potem imel še zborček, sem imel še može svetega Jožeta, še s tem sem se ukvarjal na ta izobraževanje, vsak petek pa šel, potem smo imeli še, skratka, vse to, kar je bilo prej nepredstavljivo, vse kar naenkrat dali, se je nam bil čas, kar vse je bilo. Ampak še enkrat, če ne bi Gospod poskrbel za Kristino, absolutno ne bo nič od tega možno. Da ne govorim o tem, ki je usporedno, pač ne, da sem začel pač igrati kitaro in hvala Bogu, da sem lahko roke zasedene, recimo tega odhode. Je potem prišla še ena stvar, ki jo pa prenova ponuja in jo svetujem vsakemu. Zdaj upam, da Bog daje, da bo, in to je molitev za osvoboditev. Jaz sem se pač enkrat na to prijavil, to se tam pogovarjaš, prepoznavaš duhove v četrt, je Gospod trudi in ta molitev je mene dejansko osvobodila. Ene stvari, ki je bilo prej, mi je bila zelo naroden, karkoli, kaj si bon mislil, kaj si bon mislil. In to je predvigo rok in tek ne bil pogosta stvar. Kaj si bojo pa oni mislili? Ampak potem en čas Gospod me takih stvari osvobodil, točno to. Bodo jaz tudi pridga malo po svoje. Mislim, ne po svoje, upam, da v cerkvi. Ampak uporabljam neke metode, ki se misli, da so otrokom, pa družinam, in tako naprej. Malo bliže, malo težje. Ampak pustno stav, nima poveze. Bolj je pomembno to, kar sem hotel povedal glede, tudi slavljenje tega. Tega mi je bilo tudi osvobojeno. Dano mi je bilo spoznati, da tako, kot jaz Kristino objamem, ko ga otroka vzamem v naročje, da mi je bilo dano telo za to, da izkazujem svojo ljubezen do mojih bližnjih. Mi je dano to telo za to, da izkažem slavljenje, veselje, ljubezen do mojega Gospoda, do Jezusa Kristusa. Zato takrat naprej mi ni problem pribivati, ker ne vse, kaj si bo mislil, ker s tem želim pokazati, tukaj sem Gospod, tvoj sem, rad tebe. Pa ne bo to ali skakanje, ali dviganje rok, ali pa tisto, kar bom jaz najrajši, in to je, da se pred najsvetejšim uležem.
na obraz frustracije, tako kot bo to. Skratka, tudi svojim telesom pokazati Gospodu, kako ga ljubim. To je pač tista še pika na i. In velikrat pride včasih, da prišla misloma brez veze hoditi se sam tvojeno, vse mi ni treba. Ampak vsak tak seminar je tako, kot da bi Gospod užgal, se ne boste že slišali, da je to primerjavo, užgal poleno. In ko so polena skupaj pogorelo, kako najlažje narediš to, da kres, ali pa nek plan, neha gord. Tako da daš posamezna polena narazen, da misliš, ak se boš lahko sam. To je najbolj taka skušnjava. Gospod hoče, da ste v skupnosti. In veliko takih možnosti imate v naši cerkvi, molitvene občestve in tako naprej, kjer Gospod ohranja ta ogenj. In to nam res vsem skupaj želim, da bi tako, kakor je Pater povedal, skupaj hodili na poti k svetosti, na poti večnosti, da bi se vsaki znova spreobračali in da bi res začutili, res to vam res vsak od nas priložil, kako nas